Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o življenjskem namenu. V glavnem, če ste najdli ta sporočilo, vam je po moje to namenjen. Tako sem dobila navdih, da enostavno posnamem neka sporočila, ki vam bo mogoče dala neko idejo za naprej, mogoče kakšen navdih za naprej, ker pač v življenju čas, ali pa v življenju je prav, da napredujemo, da gremo naprej, da delamo korake. In tam, kjer imamo občutek, da stagniramo, da ne rastemo, se veste, tako kot roža, ne? Roža, ko preraste svoj lonček, če jo ne presadiš, se nekaj časa pač životari, ne poganja novih listkov, ampak na dolgi rok umre. In zdaj, če se vam dogaja, da razmišljate, kaj bi drugače, da vidimo, kaj za vas ima sporočilo stvarstvo, vaši vodniki, kaj vam želijo povedati, kaj je ta prva stvar, sprememba. Prva stvar je sprememba. V sebi ustvarjaš nove vibracije in vsa svetlobna bitja ti pomagajo narediti korak naprej. In zdaj poslušajte to, karta 86. V glavnem, selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati. Bodi mirna. Vse se dogaja po božanskem načrtu. Zaupaj. Ko bo pravi čas, se bo selitev zgodila na harmoničen način. To zmoreš. V tvoje življenje prihaja vse, kar potrebuješ. Ja, še kaj drugega. Jaz bi hitrejš. No ja, mogoče. Zadaj delujejo skriti dejavniki, ki jih mogoče ta trenutek ne opaziš, ne zaznaš, mogoče se ti učiš kakšno stvar spustiti, mogoče celo strah pred spremembo. Ker, veste, vse ljudje vemo, da se vse spreminja, ampak mi bi po starom, bi kakšnega spremenili, ampak ne bi pa, načeloma ne maramo sprememb. In zdaj si vzem čas za sebe, oddih. Brez slabe vesti si lahko vzameš čas samo za sebe, zato, ker se imaš rada, ker se ceniš in ker je čas, da se nafilaš z novo energijo. In potem samo še vztrajaj naprej na tvoji poti. Se pravi, dajmo pogledati najprej tale oddih. Prav je, da si vzameš čas samo za sebe. Srce ti govori, kaj je ta trenutek najbolje zate. Odpiraš vrata novemu, dobrodošlo. In s hvaležnostjo sprejmi to, kar prihaja v tvoje življenje. In potem vztrajnost, zmoram vztrajati na začrtani poti. Angeli mi stojijo ob strani. Mogoče tudi to sporočilo, večkrat se obrnem na angele, na pomoč od zgoraj, pač enostavno reči, ne morem jaz, dajte mi pomagati, odprite mi poti, povejte mi, kaj je dobro za mene, ali pa je pač naj ti angeli pomagajo pri tvoji poti naprej. Včasih hočeš hitro priti do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznaš. Pa se je glih, kar sem to rekla. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedaj, da so to samo preizkušnje. Ali zmoreš ohraniti vero? Ja, a še kaj, a ne? A mi lahko še kdo drug pomaga? Jaz verjamem v to, da v naše življenje prihajajo ljudje, ki so kot angeli. Se pravi, angeli delujejo skozi ljudi. In tiste ljudi, ki jih rabimo srečati, pridejo v naše življenje. Nekateri z namenom, da nam bojo pomagali, nekateri z namenom, da nam prinesejo lekcijo, da kakšno stvar osvojimo in da rečemo, v redu, super, sem se naučila to in to, hvala, tega ne potrebujem več. Mogoče nas učijo jasno izražati svoja čustva, svoja mnenja oziroma postavljanje mej. Ta je tudi zanimiva, ne? Učenje sploh tega, postavljanje mej. Ja, ampak jaz sem toliko prijazna. In pol, ker sem toliko prijazna, ko sem že do tukaj nekje v nekem odnosu zabredla, potem grem v brambo pa v jezo. Se pravi, treba prej reševati. Preden pridemo do tam, ko poslušamo svoja sporočila, da jasno povemo takoj v začetku, v tem odnosu jaz pričakujem to in to in to. Ne pa, da pustiš, kamor grejo stvari, potem pa nekam zabredeš in imaš problem. In naslednja, zdrava prehrana.
Tvoje telo je svetišče, zato ga hrani z ljubeznijo. Se pravi, tvoje telo ne more biti smetišče. In če vidiš, da tvoje telo ta trenutek potrebuje večjo količino vode, da potrebuje več zdravih zadev, če vidiš, da odtekaš, da si zabuhla. Jaz vam povem iz mojih izkušenj, jaz sem prišla do zaključka, da moje telo enostavno ne sprejema glutena. Dobro, se vemo, zakaj telo zavrača gluten. Gluten je zaradi tega problem, ker je pšenica preveč kropljena. Enostavno, ko reče telo, da tega ne sprejema, in kako veste, da ne sprejema, pač zatekate, imate občutek, da ste zabuhli, voda ostaja v telesu, mogoče vam niha teža, 3 kile gor, 3 kile dol, pa ni normalno, da pač čez noč se zredite 3 kile, ne? In to je povezano z limfo. No in to je prva zadeva, kar sem dala stran. Druga zadeva, zdaj pač preizkušam laktozo. In sem skoraj čist dala laktozo stran in vam povem, wow, pač neverjetno. In to sta 2 stvari, brez katerih brez problema lahko živim. Obstajajo izdelki brez laktoze, ne uporabljam brezglutenskih živil zaradi tega, zakaj? Zato, ker gluten, recimo koruza nima glutena in pogosto recimo razni špageti brez glutena imajo koruzo noter. Koruza ima pa glikemični indeks 75. In pač od koruze se boste glih tako zredili kot pa od pšenice. Nima nobene razlike. No in zdaj, če pogledamo to sporočilo 50. Zdrava prehrana. Čas je za spremembo prehrane. Uživam v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje moje možgane in mojega duha. Moje telo je svetišče, ne smetišče, in zato ga hranim zdravo hrano. Čutim in zaznavam, kaj je resnično dobro za moje telo. In to delam zato, ker se imam rada in ker se cenim. In nova energija prihaja v moje življenje. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred menoj in tudi pred teboj je novo obdobje. Najhuje je za teboj. Se pravi, pojdi samo naprej, 36 karta, to je v osnovi vibracija 9. Sedaj se prepusti toku življenja. In potem si ponavljaj, zaupam, da se vse ureja. Jaz. In daš svoje ime noter. Sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. Ja, in v tebi se pretaka mogočna sila in se mogoče premalo zavedaš, da si v osnovi božansko bitje, zemeljsko izkušnjo in da če imaš občutek, da riješ po težavah tako kot krt po zemlji, mogoče bi bil čas, da nehaš biti krt. Ne mogoče čas, da poletiš, da se preleviš, da postaneš metulj. Pač mogoče je čas za neko notranjo transformacijo, da nekaj narediš drugače in boš videla vse v tvojem življenju se bo spremenilo. Mogoče zdaj čez poletne čez poletni čas, to veste, ne, da imam posnete meditacije, ki sem jih v zadnjem letu delala v okviru mojih skupin, kar sem imela šolan preko interneta, bom dala od spodaj povezavo. In imate noter več kot 70 ur meditacij za čiščenje podzavesti. Dajte si vzeti tistih par evrov na mesec, porabite in imate vodene meditacije, preko katerih vi lahko čistite svojo podzavest. Vam povem, ko narediš te premike vse noter. Recimo, ta naša ženska. Strah me je reči ne. Strah me je postaviti meje. Se pravi, ne postavljamo meje in potem tonemo. In jaz vam povem, kaj sem sama delala nekoč. In so me otroci opozorili na to, pač mami, sama si kriva, ker si prijazna. Preveč prijazna in ne postaviš meje. Se je zgodilo, da je kakšna stranka klicala in je začela razlagati o težavah in je razlagala in jaz sem potem klepetala in po pol ure ali pa po 3/4 ure enostavno pač vsak ima samo 24 ur na dan, ne? Sem jo vprašala, pač se pravi, vi bi prišla na osebno svetovanje ali ste knjigo mislila naročiti ali boste vitamine, da se boste boljše počutila. Rekla, ne, nič od tega, jaz sem hotela samo malo klepetati z vami. Tega ne delam več.
In zakaj tega ne delam več? Zaradi tega, ker ko jaz želim klepetati, pač grem na kavo. Kar se pa tiče svetovanja, da sem pa nekomu blazina, je pa energijska izmenjava potrebna, ne? In za energijsko izravnavo to spada na terapijo. In to ne spada klepetanje po telefonu. In če imate vi mogoče kakšno prijateljico, ki hoče samo malo poklepetati z mano, ne z vami, joj, veš, pa se je to zgodilo, pa si koš za odpadke. Ja, ne bi bil mogoče čas, da se naučiš postavljati meje, pa rečeš, lej, nimam časa. Ja, lahko rečeš za tvoje probleme, sam, vseeno, če ne dokončaš stavka, nimam časa. Ali pa poveš, imam časa zdaj zate 5 minut, potem pa mi prav žal. Postavljati meje. Ja, možno je, da zgubiš tako prijateljico. Sam, a je to prijateljica, če nič ne doda, samo opusti svoje težave? A je to prijateljica? Ne vem. Lejte, tisti, ki jih zgubite zaradi tega, ker postavite meje, verjemite mi, niso ta pravi prijatelji. Ta pravi prijatelji so s tabo vedno. Tudi takrat, ko rečeš, nimam časa. No, dajmo pogledati naprej. Poslovna pot, sem rekla, ne? Poslovna pot, pustolovščine, nove ideje. Biti navzočna in biti malo preverjati, kje si s svojimi mislimi. Kako bo ratalo, kako bo to? Jo, pa nimam tega certifikata, pa nimam tega, pa ne znam to, pa... Ja, se strinjam, vsega tega nimaš in drž se ta starega. Sigurno, zihar je zihar. In to, kar pač bodi navzoča, kakšne misli se ti podijo po tvoji glavi, ker to, kar se ti podi po tvoji glavi, kaže na tvoje rane. Čas je, da greš v samo, da počistiš te zadeve, ker potem, ko boš počistila te zadeve v svoji glavi, je čas za tvoj razcvet. To je ženska energija, razcvet tvoje ženske energije. In zanimivo, lejte, 2-krat so zdaj prišle še karte rešetke. Ena tukaj, ki je povezana s tem, da je treba samo odpreti vrata in moralnost. Se pravi, obe dveh karti sta povezane s tem, neke zapahe, ki si jih mogoče sama daješ gor. Ali pa si bila vzgojena na ta način, da moraš biti v nekih okvirih, okovih, nekje v neki ustaljeni zadevi, na neki varnosti. Pač to je tvoja odločitev in mogoče je tvoje življenjsko poslanstvo, tvoje zate, da presežeš neke okove, da si dovoljš stopiti za začetek z eno nogo, narediti nek korak, kamor te kliče tvoja duša. Ja, očitno duša te nekam kliče. Kam? Dajmo zdaj pogledati. Kam te kliče tvoja duša? Začneš ustvarjati. Glejte, kličete v tvojo ustvarjalnost. Zdaj pa pomislim. Ko smo bili stari 5, 6, 7 let. Ko bom velika, bom. No, kaj boš, ko boš velika? Ko bom velika, bom. In zdaj si že mogoče velika. In kje si? Ko bom velika, bom. Ker takrat ni bilo če, pa to, pa diploma, pa prostor, pa to. Ni bilo. Ko bom velika, bom. No in potem zrasteš v veliko punco in na nek način te diktirajo prepričanja, ki te omejujejo. Se pravi, v sebi si majhna punčka, ki se boji. Boji narediti korake naprej, boji biti to, kar ona je, pokazati, kdo v sebi je in pokazati svojo ustvarjalnost. Kje je tvoj talent? S čim si prišla upremljena v to življenje? V čem si dobra? Pa se pa mnogi praskajo za ušesi, pa čem sem že dobra? Kaj dobro znam? No, kaj dobro znaš? 5 stvari napiš, kaj dobro znaš. V čem uživaš? Saj tvoj življenje, tvoj life, ti moraš vedeti, v čem uživaš. Menda. Ja, vem, toliko vlog je, ki jih igramo, kar mora biti narejen. Moram skuhati, moram pospraviti, moram oprati. Moram. In na koncu ostane mora. Kje pa tvoja strast? Kaj rada delaš?
No, in tisto, kar rada delaš, ko ti duša poje, to je tvoja oprema za preživetje. No, dajmo pogledati naprej. Spet ustvarjalec. Nehaj se primerjati z drugim, potrpljenje, zaziraj se vase in nehaj se oklepati preteklosti. Nehaj čuvati svoj nered v svoji glavi. Tega ne rabiš več. Zaupaj procesu, že prej je prišla karta, vztrajaj, zaupaj procesu, vsaka nosečnost potrebuje svoj čas. Zaziraj se v vase. Kdo ti govori, kaj ti govori, kako bi mogla, kako ne bi mogla, kako bo to. Utihnite. Predvsem pa tisti negativni glasovi, utihnite. Vi jih lahko utišate, vsak svoje. Ko vi tem negativnim glasovom rečete, utihn, nočem te več poslušati, ne vem, moja kritična mama, recimo na moji rami, ne rabim tega. Zato, ker glejte, dvakrat je prišla karta ustvarjalec. Moški, ki ustvarja, in ustvarjanje. Dvakrat je prišla karta, skozi tvojo kreativno energijo se bo izrazilo vse tisto, kar ti si, in nehaj se primerjati z ljudmi okrog sebe. Primerjanje je ta karta. Nekdo je hrast, nekdo je trs. Hrast ob neurju se bo porušil, ja, je trden, ampak se lahko poruši, ga orkan zruši, trs se samo upogne in je to, si unikat. Ne more zdaj trzeti, kaj bi jaz naredil, da bi bil hrast. Pa sorry, ne boš nikdar hrast, ti si trs. Sprejmi to, svojo lepoto, svojo unikatnost. Vsak ima svojo opremo za to življenje, za preživetje. Vsak od nas. In ko gledaš skozi svojo ustvarjalnost, kdo ti si? No, kdo ti si? Kdo ti si? Kdo sem jaz? Skozi mene gre beseda ustvarjalka svojega življenja. Kreatorka. Kdo si ti? Lahko naštevaš vloge, ki jih igraš, kar je še enkrat prišla karta zaupanje. Tukaj je vztrajnost prišla, pa zaupanje. Zaupanje, da te bo ta božanska energija ponesla točen tja, kamor je prav zate, da se zgodi. Na začetku novega potovanja si, na začetku enih novih pustolovščin, vse je pred teboj, nehaj se primerjati z drugimi, nehaj se skrivati in tukaj nehaj lev, ki se skriva med ovcami. Čutiš, vse, da je to zate, da so neka taka sporočila. Zdaj imam pa tukaj še karte, življenjski namen. Se nekaj, da bom danes prav tele karte vzela, da vidimo, kaj je tvoj, ti, ki gledaš tale video, telek 20 minut skoraj, kaj je tvoj življenjski namen. Skozi mene gre 3 karte potegnem. Tisto, kar bo prišlo, je lahko če ti zavibrira, boš sama videla možnosti. Razmislite o mnogih poklicnih možnostih, ki so vam na voljo. Možnosti. Vsak ima neko opremo. Čas za odločitev. Sprejmite odločitev, ki temelji na resničnih željah vašega srca. Nič ni določen, ni nekih namigov. Čas je za odločitev, ti veš, ki je tvoj talent, skozi svoj talent boš ustvarjala. Kaj je tvoj talent? Tvoja moč. Vse, kar ste doživeli v svojem življenju, vam je prineslo moč in pogum. Ta vaš življenjski namen ni povezan s tem, da bi nekaj mogli delati, ampak prišle so 3 karte, ki so povezane s tem, da je vse možno, s čimer ste opremljeni. Kar imaš svoj talent, tam je tvoja moč, v tvojem talentu, tem, v čemer uživaš, tam je tvoja moč. Vem, ja, ampak je treba preživeti, ampak je treba plačati račune. Pa prispevke, da ne govorimo o prispevkih. Ja, vse je treba, vem. Ampak
ko vzameš pogum v svoje roke, pač pogum, in si upaš stopiti tja, kjer veš, da je tvoj talent, in slediš temu. Zdaj, zakaj mi hodi ta beseda, srce mi je padlo v hlače. To mi gre. A vam povem, kaj se zgodi, kdaj vam pade srce v hlače. Mi imamo prepono, trebušno prepono, ki dejansko ščiti zgornje pa spodnje organe. Se pravi, pač spodaj je prebavni sistem, zgoraj so pač te naši organi, srce, pljuča, jetra in tako naprej. V glavnem, in prepona deluje takrat, ko smo v radostni energiji, ko se smejemo, ko dihamo, ko dela naša energija, takrat dela tudi prepona. In če prepona ne dela, ti srce pade v hlače. In če ti pade srce v hlače, ja, pol je zanimivo, pol ne narediš nobenih korakov, pol se skriješ in čakaš, da mine, a ne? Tako da v vsakem primeru, vaš življenjski namen je sigurno povezan s vašo močjo, z odločitvijo, z vašimi možnostmi, ker točno veš, skozi svoje talente boš ustvarjala. Tvoj talent, sigurno si opremljena z njim in točno veš, kjer lahko največ dodaš svetu, in ko bo začela slediti drobnim navodilom in ko se boš toliko umirila, da boš slišala ta vodstvo svoje duše, ko boš delovala skozi to, kar ti reče ta droben glasek, ne strah, droben glasek ti govori, poklič to osebo. Kaj si bo pa mislila? Ja, utiha negativni glas, ne rabim te. Ta pozitiven glas ti rekel, pokliči, dvigni telefon, naredi nekaj. No, da vidimo, še tele karte bomo vzela, da vidimo življenjski namen za tole dušico, ki tole posluša, življenjski namen ustvarjanja. Skozi mene gre 3 karte življenjskega namena. Ta trenutek imaš pred seboj prevezo, ne vidiš. Spet odločitve, ne znaš se odločiti, kolebaš, prevezo imaš pred očmi in enostavno ne vidiš. Se pravi, bi bil čas, da čistiš tretje oko tudi, da greš podzavestne, da delaš čiščenje podzavestnih vzorcev glede tretjega očesa, da spregledaš, da vidiš svojo moč, svoje talente. Povezano je to vse s podzavestjo, z luno, žensko energijo, to, kar je tvoja pot. Povezano je, tukaj karta visoka svečenica, se pravi ženska, ki ustvarja, ki leti v svoji ženski energiji, na sliki je luna, se pravi ženska, ki poleti vsej svoji milini. In naprej je prihod nekih novih projektov, novih idej, v bistvu samo prevezo moraš dati dol. Nič kaj tako težkega, mogoče je vse skupaj povezano s tvojo podzavestjo, da te ta tvoja podzavest, vzorci, mogoče izkušnje preteklih življenj tako močno bremeni, da ne zmoreš iti naprej. Tako močno tlači dol, da mogoče imaš zadaj kakšno zaobljubo iz enega od preteklih življenj, da ne boš nikdar več letela, recimo tako kot čarovnica, ne? Nikdar več delala z varkom, nikdar več nobene stvari delala, ker to, da se postaviš v svojo moč, preveč boli. Ker vemo, čarovnice so žgal in mogoče si dala zaobljubo, da nikdar več ne slediš svojim idejam. Pred tabo je neko novo obdobje, nove ideje, in to, kar se sedaj zaključuje, je neko breme, ki ga dejansko moraš spustiti. Ker verjetno ne želiš, da te pokoplje, ne? Samo spustiti moraš. Spet tukaj, lejte, to breme je povezano s podzavestjo, povezano z nečem, kar moraš samo spustiti. Novo jutro je pred tabo in vzeti moč v svoje roke, ker jo imaš. Tukaj ne nazadnje nad angel, ki je upodobljen vedno z levom, in poglejte, prišla je moč, moč, moč. Tukaj je prišla moč, je nad angel, nimam pojma kater, je na konju. Potem je tukaj moč, ženska, ki ima leva na vrvici, in je prišla karta pogojenost,
ki je lev, ki se skriva med ovcami. Se pravi, skupno sporočilo tega je, tvoja moč vzemi jo na vrvico, no in to sem hotela povedati, nadangel, ki je največkrat upodobljen z levom, je nadangel Ariel. Nadangel Ariel je pa nadangel novih vizij, novih sporočil, vodenja, božanske energije, božanske ženske energije, angel obilja, ogromenkrat je nadangel Ariel upodobljen z zlatim rogom, kako siplje obilje na zemljo. In vam bom iz knjige Ko imajo duše žur prebrala tukaj pri nadangelu Arielu kakšno sporočilo. Ime Ariel pomeni božja moč in pravica. Spet je moč. Nadangel Ariel deluje z žensko energijo. Moč, ki je v milini in graciji. Moč, ki je v spoštovanju sebe in drugih. Moč, ki je v sočutju. Moč, ki je v povezovanju v najvišje dobro vseh. Moč, ki je pravična. Povezana je s čistim obiljem vsega dobrega na vseh ravneh. Do čistega blagostanja. Ariel je največkrat upodobljena z levom. Najdemo jo lahko tudi njene podobe, odeta v zlat plašč, ki ga prekrivajo njeni zlati lasje, v rokah drži zlati rog, iz katerega kipi čisto zlato. Se pravi, povezati se s to žensko energijo, sprejeti, da je moč v tebi in da boš blagoslovljena z obiljem, če boš le prosila za pomoč. Poglejmo še mečkam kakšno sporočilo naprej, nadangel Ariel. No, tukaj imam naprej afirmacije. Nadangel Ariel, predajam ti svojo bolečino. Naj se moje težave, lahko vstavite specifično težavo, uredijo v luči, z lučjo in skozi luč Božje svetlobe. Nadangel Ariel je angel čiste nebeške pesmi, obilja in blaginje. Nadangel Ariel nas posipa s čarobnim prahom nesmrtnosti, modrosti in večnosti. Nadangel Ariel spodbuja čisto srce in vodi čisto misel. Spodbuja glasnike miru, da razsvetljujemo s prisotnostjo in z delovanjem. Lightworker delovanje. Se pravi, ti nosilec luči, nosilka luči na zemljo, očitno je čas, da stopiš v svojo moč in da začneš sipati obilje dobrega okrog sebe. Angeli, tvoji vodniki ti bojo pokazali, kako, skozi kaj, kje boš najlažje dodajala vrednost svetu, sledi tem sporočilom in boš videla bogato, bogato boš plačana za to, kar je tvoj življenjski namen. Tako da to je to, kar sem želela danes deliti z vami. Uživajte in dovolite, da se v vas zdaj pač preko poletne energije nabere nova energija v vas, da boste lahko začele delovati, da lahko začnete delati korak naprej in boste videli, stvarstvo vodniki vas bodo popeljali tja, kjer je za vas najboljše. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, ne pozabite zase, nase, no, ne poskrbite zase in ne pozabite nase, ker edino vi ste tisti, ki lahko delujete. Mrtvi, brez energije, nikomur ne koristite. In ja, zato se imejte radi in zato se cenite.